Lepo pozdravljeni, sem Matevž Jerman, programski direktor Festivala kratkega filma v Ljubljani, pa tudi eden od soustanoviteljev Društva za uveljavljanje kratkega filma Kraken. To poudarjam predvsem zato, ker v mesecu marcu Madžarski kulturni inštitut v sklopu svojih filmskih večerov predstavlja tudi program kratkometražcev. Program so prav posebej za Ljubljano pripravili pri festivalu Bušo. Bušo oziroma Budapest Shorts je namreč eden od najbolj prepoznavnih in najbolj relevantnih madžarskih festivalov kratkega filma. Filmi sporeda pa so vsi po vrsti zmagovalci v različnih festivalskih kategorijah. O tem nekoliko kasneje, še prej pa nekaj kratkih besed o tem, kaj pravzaprav je kratki film in kaj ga definira v primerjavi s celovečercem. Skratka, poleg same dolžine gre pri kratkem filmu za neko zelo, zelo svobodno in široko formo filmskega ustvarjanja in izražanja. Namreč kratki film ni podvržen finančnim pritiskom in distribucijskim pritiskom, kot je celovečerni, zato si seveda lahko privošči veliko več, recimo temu eksperimentiranja in drznosti, tako pri uporabi filmskega jezika, pri raziskovanju različnih vsebin, različnih načinov, se pravi filmske pripovedi, in tako naprej. V sklopu, se pravi znotraj kratkega filma ustvarjajo tako najmlajši, neodvisni avtorji, študenti, obenem pa tudi najbolj prepoznavni režiserji ustvarjajo kratke filme. Pod kratki film bi lahko šteli recimo tudi formo videospota v nekih kreativnih smislih, mogoče tudi oglasa in tako naprej. Skratka, kratki film je zelo svobodna in vznemirljiva forma filmske umetnosti. Za mnoge tudi bolj zanimiva od celovečerne, ampak o tem se lahko sami prepričate v nadaljevanju. Torej, neko izhodišče bodo lahko tudi filmi, ki jih je pripravil Bušo. Gre namreč za 5 kratkih filmov, od tega so 4 igrani in en je animiran. Skratka, 4 igrane filme definirajo neke zgodbe, tako družinskih kakor intimnih odnosov, vse pa nekako zaznamuje neke vrste disfunkcionalnost in neki način, se pravi soočanja z različnimi težavami. Žanrsko se gibljejo tako od nekega izleta v skorajda znanstveno fantastiko oziroma neko tako distopično, recimo kritiko družbe, v kateri definicijo družine popolnoma oblikuje država, do recimo temu bolj duhovitih indie romantičnih komedij, in se pravi nekih resnih družinskih dram. Animacija pa nas na zelo tak ekskviziten način popelje tudi v neko raziskovanje strahov znotraj odnosa in na neki tak zelo, recimo temu, mogoče surrealen, impresionističen način popelje do razrešitve. Skratka, upamo, da vam bo ta program nekako odprl vrata do sveta kratkometražcev, da boste v njem uživali in da se boste k kratkemu filmu še naprej vračali.